dirka svetovnega prvenstva v Metterley Basinu v Veliki Britaniji. Po mailu ste bili že seznanjeni, kot vam je sodelavka Anita Drev poslala, da se novinarska konferenca snema, tako da če ima kdo tudi željo sam, da jo posname, tudi veste že, ne, da se je treba pač pri moji kolegici Sabini zato jo prositi, pa vam bo dala to dovoljenje, pa boste potem to imeli. Snemamo konferenco tudi mi, tako da če se vam bo karkoli zalomilo, lahko potem Anito proste ali pa Sabino ali pa mene, da vam bomo pač poslali posnetek te novinarske konference. Torej, za uvodno naj povem tudi to, da bo letošnja sezona se začela bistveno prej, kot smo jo lani začeli, namreč že 20. februarja, se pravi čez 18 dni sta že Tim in pa Jan na delu na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Nekateri naši karting vozniki so že minuli konec tedna, pa zdaj v naslednjem, pa še v naslednjem bodo vozili že v Italiji, tako da zadeve so že v polnem teku. Sicer pa namesto, da bi jaz to pripovedoval, je najboljše, da vam malce več o aktivnostih, ki nas čakajo v letu 2022, pove Luka Mežan. On je vodja področja za avto, motošport. Luka, pa te prosim za par besed. Lep pozdrav še z moje strani. V bistvu smo veseli, no. Več ali manj že vsi komaj čakamo, da se sezona začne, ne. Tele zime konc, pa da vidimo naše fante zopet na stopničkah. A ne, Tim? Ene stopničke so že bile ta vikend, smo jih bili zelo veseli vsi skupaj, no. Mislim, da so to tudi že kar malo pokazatelj, tudi Jan Pancar je v bistvu dosegel odličen rezultat, tako da jaz upam, da samo tako naprej. Obema želim obilo zdravja, pa tudi malo športne sreče, ker vemo, da jih mora spremljati. Kar se pa tiče samega športa, mi smo praktično ta teden zaključujemo vse koledarje državnih prvenstv, tako da bodo tudi objavljeni na spletni strani, nekateri so že, kakšen še manjka. Načeloma začnemo s kartingom februarja v Jezolu, če bo šlo vse po planu, z ostalimi športi začnemo aprila. Prva tekma za državno prvenstvo v motokrosu nas čaka 3.4., tako da vsi vljubno vabljeni. Določene spremembe jih ne bojo, malo bomo probali tudi nagraditi naše tekmovalce, zveste tekmovalce, se pravi, imamo določen nagradni sklad tudi v igri, tako da bomo malo popestrili dogajanje. Predvsem pa si želimo seveda čim več obiskovalcev, pa čim manj zapletov z raznimi predpisi in tako naprej glede naše problematike COVID-a, ne. Mislim, da je bil zdaj to glavni problem zadnje 2 leti, s čimer smo se ukvarjali. Vsi, ki boste želeli bilo kakšne informacije, vljubno vabljeni, jaz sem vam na razpolago, kakorkoli lahko pomagam, ali s prispevki, ali z informacijami, ali bilo kaj, z dostopi na progo, ali pa z dostopi do določenih ljudi za pogovore, prosim, sam sporočite, pa vam bomo probali ustreči za vsemu. Tako da zdaj pa, da ne bom predolg, mislim, da bi kar Tomaž malo še poprašal. Luka, hvala lepa za tele besede. No, naj povem še to, sem pozabil na začetku povedati, pač približno 40 minut traja tale Zoom povezava. Če bomo daljši od tega, jaz upam, da ne, no, ker Tim in Jan sta danes dopoldne že opravili en trening, pa popoldne ju znova čaka. Vmes morate še na kosilo, vzela sta si čas, da se boste podružila z nami in odgovorila na vaša vprašanja. Tako da, če se bo karkoli, jaz računam, da bi bili do enih konec, ampak če bo prej zadeva začela umirati, kar ima kontrolo administratorka današnje novinarske konference Sabina, bo Sabina povedala, pa bo ona poslala nov link, pa bomo potem še enkrat malce počakali par minut, pa bomo potem, kjer skončali, nadaljevali. Ampak računaj, da bi končali zadevo. Zdaj pa kar do Tima. Tim, trenutno si na Sardiniji, enako kot Jan. V nedeljo si že vozil prvo dirko, pokazal si zelo dobro formo, odlično pripravljenost. Glede na to, kaj se ti je dogajalo lansko leto, verjamem, da je zdaj ta poškodba s ključnico pozabljena, popravljena in da se z novim elanom, pa znova s sovoznikom Mitchem Evansom zelo
pripravljaš in ambicijo zastavljaš? Ja, poškodba je sanirana 100%. Res smo že, bom rekel, v tisti zadnji fazi priprav. Prve pripravljene tekme so že za nami. Ta vikend me čaka še druga pripravljena tekma v Rioli in potem čez dobra 2 tedna že svetovno prvenstvo, prva tekma 20. februarja v Mater Bezi. Tako da priprave grejo dobro, sem zadovoljen, veliko testiramo, motor je novi za letošnjo sezono, tako da res je bilo veliko testiranj, raznih probavanj, različnih vzmeten motorjev. Tako da sem zadovoljen, pa če sem dal vse od sebe, upam sigurno na dobro sezono. Prvo kot prvo si želim, da je bil zdrav, to je najbolj važno, da ostanem v enem kosu in potem, da probam odpeljati, tako znam. Še to me zanima, potem gremo pa do Jana. Si v pripravah za to sezono, predvsem ta fizični del, morda kaj spremenil, drugače lotil vsega skupaj? Večjih sprememb ni bilo, ampak sigurno časa za počitek je bilo dosti manj, zaradi tega, ker lanska sezona se je zavlekla zelo pozno v november. Potem sem še imel testiranja novih motorjev takoj za zadnjo tekmo. To pomeni, dejansko sem imel malo počitka 2 tedna in potem v sredini decembra sem začel že s pripravami. Mogoče to je edina neka razlika, bom rekel, da je bilo dosti manj časa za počitek, časa za regeneracijo. Drugače pa vse pač poteka v redu. Hvala lepa za enkrat, Tim. Jan, nova sezona je pred tabo, nova ekipa, v kateri si sam svoj šef. Kako obremenjujoče je to zdaj za tebe, kaj ti skrbeti moraš za cel kup stvari, zraven si pač še študent, pa voziš se na tekme, organiziraš prevoze in vse te zadeve. Kako te to pravzaprav vse skupaj obremenjuje in kako si pač ti preživel svoje to kratko pripravljalno obdobje? Ja, res je, malo več vsega dela je s tem priprav na same tekme in tudi organizacijo ekipe, ampak ni spet tako težko. Sem že tudi prej imel veliko dela sam. Tako da ja, bila je kar kratka pripravljalna sezona, tako da sem v bistvu samo tudi jaz si dober teden, 2 vzel časa, potem pa že decembrom začel trenirati. In zdaj sem treniral večino v Italiji, zdaj sem pa tudi prišel na Sardinijo, da še potreniram na tej težki mivki in mislim, da se bo to obrestovalo. V lanski sezoni si osvojil 20. mesto v skupnem seštevku v razredu MX2. Kakšne cilje imaš za letošnjo sezono? Ja, letošnja sezona je cilj, da pridem med 15 skupno. Dobro, jaz upam, da ti bo to uspelo. Mislim, da bomo vsi držali pesti za tebe. Zdaj pa, kolegi, prepuščam besedo vam, glede na to, da vas je toliko, bi predlagal, da pač vsak dvigne roke ali pa pač klikne tam spodaj, ki ima tisto ikono, da dvigne roko, pa bomo potem eden pa po eden šli, pa boste spraševali, kar boste želeli. Prosim, izvolite. Kdo bo prvi? Marko, izvoli. Super, hvala za besedo. Pozdrav obema dirkačema. Za začetek vprašanje za Tima. Tomaž je sicer že nekaj malega začel, ampak Tim, mene najbolj zanima prav glede motorja, kje so tiste največje vidne izboljšave v primerjavi z lani in pa tudi pri tebi, kajti v motokrosu ni samo vse v tehnologiji, tudi v dirkaču. Na čem si imel ti največ poudarka na treningih? Motor na zunaj pač je čisto enak. Ampak veliko se je spreminjalo na šasiji, to pomeni, kako je motor vodljiv. Potem veliko sem tudi posvetil časa nastavitvam amortizerjev. Tako da to so neke največje spremembe na motorju. Potem pa sam pri sebi sem vedel, na čem moram delati. Sam sem videl in tudi vsi so opazili, da pač lani tista najslabša točka so bili definitivno štarti. Tako da veliko poudarka na štartah in pa sigurno na vsem. Vsako leto si želiš biti boljši, izboljšati neke svoje slabosti, bom rekel. Tako da vse posod sem probal dati res kanček še zraven in da bom letos dosti bolj pripravljen. Super. Naslednje vprašanje.
Lahko kar nadaljujem ali? Seveda, izvoli. Še naprej za tima, zdaj na uradni spletni strani sicer nisem zasledil, sem pa na ostalih straneh spletnih, ki spremljajo svetovno prvenstvo v motokrosu, in če se ne motim, ne samo, da je koledar nazaj vrnjen na čas pred covidom, tudi format dirk, če se ne motim, bo dvodnevni, in ti si bil eden največjih zagovornikov sobotnih kvalifikacij in nedeljskih dirk. Kako se veseliš z tega zornega kota? Ja, res je. Mislim, da sem bil kar eden redkih, ki smo si želeli iti nazaj na dvodnevni format. Tako da ja, koliko zgleda, ne bo nekih večjih sprememb, bo sezona se začela tako je pač predvideno, in tudi nazaj za soboto in nedeljo, tako da iz tega vidika sem sigurno zelo zadovoljen. Matej, izvoli. Ja, živijo tim, videli smo v nedeljo si že zmagal na Sardini na prvi pripravljalni tekmi. Lahko malo razložiš, oziroma zakaj so pomembne zate te pripravljalne tekme pred začetkom MXGP-ja, najbrž sicer na polno še ne dirkaš na njih? Ja, mislim, da to so zelo pomembne tekme, saj prihajamo iz tega obdobja, pripravljalnega obdobja, to pomeni daljša pauza. Od zadnje tekme je minilo, mislim, da 2 meseca, malo več kot 2 meseca. Tako da je zelo pomembno, da odpeljaš par tekm, predno se začne zares, predno se začne svetovno prvenstvo. To že delam kar nekaj let in pač mi odgovarja, nekaj, kako bi temu rekel, da se malo sprostiš dosti bolj, da nisi, kako bi temu rekel, tak trd. In tekme ti dajo pač to, ne. Lahko ti treniraš ne vem koliko, ampak vsaka tekma je najboljši trening. In zato sem se pač tudi odločil letos, da nastopam na dveh tekmah italijanskega Internazionale d'Italia. Potem pa tako kar hitro začnemo že za svetovnim prvenstvom. Matej, še eno vprašanje, potem sledi Gregor. Ja, še tole bi vprašal, v bistvu, videl sem, da je na Sardini bil s tabo tudi tvoj kondicijski trener Boštjan, ne? Kako pomemben del tega vajnega skupnega treninga je tudi to neko, recimo, preprečevanje oziroma, da ne bi bilo poškodb, ne? Zdaj smo videli, ne, Herling se je na zelo nedolžen način poškodoval, ne? Najbrž tudi zaradi tega veliko dela ta z Boštjanom, da ne bi prišlo do teh poškodb. Ja, z Boštjanom že delamo par let in res poleg dobrega sodelovanja na treningih smo tudi zelo dobra prijatelja. Tako da tudi letos je bil poleg mene na Sardini, prvi teden, prvih 10 dni. Sigurno, tako sem na začetku že omenil, glavni cilj, pač najbolj pomembno je, da ostaneš zdrav skozi celotno sezono, saj tako lahko nastopaš na vseh tekmah in pač konstantno nabiraš točke in pač lahko treniraš normalno in sigurno to je glavni cilj vsakega. Poleg tega sigurno, da si želiš osvojiti naslov svetovnega prvaka. Okay. Gregor? Pozdravljena Jan in tim, pa tudi vsi ostali. Prvo vprašanje za tima, malo kombinirano. Omenil si nov motor in delanje na štartih, treniranje štartov. Prvi del vprašanja je mogoče Honda tudi na tehnološkem področju kaj novega ponudila, da bi bili ti štarti boljši, pa mogoče še tukaj se bom navezal na start sezone, tiste velike trojice iz konca lanske sezone, najbrž, kakor kaže v Metterley Basinu, ne bomo videli nesrečna poškodba Jeffreya Herlingsa, pa tudi Romain Fevre, še ni čisto pri močeh ali pa se zelo trudi, da bi prišel na tole prvo dirko, no, po zadnjih informacijah. Kakšni so tvoji vtisi zdaj pred to dirko, pa mogoče še o štartih nekaj? Bom prvo o štartah. Ja, o štartih res smo ogromno analizirali, tako sem rekel, delamo veliko na njih, tudi Honda je, bom rekel, pač razvila, delajo na tem, da bi pač olajšali meni štarte, da bi bilo dosti bolj enostavno odštartati bolje, tako da se dela na tem trdo. Drugače, glede drugega vprašanja, pa bom rekel, da pač vsi vemo, to je motocross, hitro pride do poškodb, tudi sam na lastni koži to vem in sigurno si ne želiš, dobenemu ne želiš, tudi največjemu tvojemu, ne vem, nasprotniku, to pomeni največjemu tekmecu,
Tako da sigurno obema želim čim hitrejše okrevanje in da čim prej pridete nazaj, da bomo imeli dobre borbe. Gregor? Drugo vprašanje pa za Jana. Jan, pozdravljen, omenil si 15. mesto je tvoj cilj v letošnji sezoni. Vemo, kako se je lani končala ta zgodba z italijansko ekipo, pa mogoče prvi del vprašanja, kako to ali pa kje je bil tisti glavni razlog, da niste našli skupnega jezika za naprej, pa kaj ti po tvojem mnenju prinaša prednosti in slabosti tega, da si sedaj sam svoj mojster, če tako rečemo. Ja, mislim, prišlo je v bistvu do tega, zato ker so se oni odločili, ker so zvedeli za koledar, pa da bojo 2-dnevne tekme, da enostavno nimajo več časa na vse tekme iti, ker imajo pač trgovino z KTM-i in imajo res veliko dela s tem. Tako da je pa prišlo do odločitve, da pač ne bomo več sodelovali. Edino, če bi hotel, da bi pač sem prišel na kakšne tekme, kar pa mi zdi, da brez veze. Potem pa sem tudi nekaj dobil ponud iz drugih ekip, ampak pač na koncu je prišlo do te odločitve, ker je tudi Tem Čate stopil naprej in je dodatno pomagal in sem se pač odločil, da bomo sami naredili ekipo, kar je pa v bistvu so dobre in slabe stvari, ne? Ampak mislim, da večina dobrih, da imam pač to svobodo, da delam, kar hočem, tudi z motorjem si lahko delam, kar želim, nimam nobenih omejitev. Je pa slabša plat to, da je pač malo več teh organizacijskih stvari, kar malo več časa zavzeme, ampak ostalo je pa približno isto kot prej, tako da mislim, da je skupno je boljše kot prej. No. Oče v še večjo pomoč, ali kako? Ja, mislim, oče je zdaj team manager, tako da on je v bistvu šef. No, se veselim, da vas vidimo. Jaka? Ja, lep pozdrav, Jaka, Završan iz Motomagazina. Jaz imam pa vprašanje za Tima. V bistvu zdaj prvič, odkar se je začela, odkar je izbruhnila ta korona, zdaj za letošnje leto, letošnjo sezono, koledar zgleda dokaj podoben tistim iz prejšnjih sezon, pa me zanima, kako ti gledaš na to, oziroma ali se veseliš spet odpotovati na druge celine, druge kontinente, ali ti to potovanje in vse skupaj bolj ne predstavlja breme? Bom rekel, da v tem času, v teh 2 letih, sigurno sem zelo pogrešal sploh ta potovanja, tudi 2-dnevni format, to, o čem smo že prej govorili. Tako da se veselim, no, upam, da bo tudi koledar ostal tako, da ne bo prišlo do kakih sprememb, da ne bo spet kajega navala. Tako da, ja, sem vesel, sem v pričakovanju, sezona ni več daleč, dobra 2 tedna. Nas loči do prve tekme, tako da, ja, že komaj čakam. Hvala. Marko, izvoli, potem pa Drago. Prav, najprej za Tima, potem pa še za Jana. Najprej, Tim, v prejšnji sezoni si bil tisti, ki je branil naslov, v letošnji si med temi, ki ga napadaš. Čutiš to kakšno razliko v tej psihološki pripravi, mogoče drugačen pritisk kot lani? Kaj pa vem, ni neke velike razlike, mogoče sigurno malo manj pritiska, vedno je pritisk, pač vedno si želiš, če ni pritiska od zunaj, je pritisk od samega sebe, pač pričakuješ od tega, da se boš pač boril za najvišja mesta, ampak je sigurno malo drugačen občutek, no, vstopati v sezono z rdečo številko ali pa pač, ne vem, jaz ko sem lani končal na 3. mestu. Tako da so neke razlike. No. Okay, hvala, Tim. Še Dolenjska Puščica. Jan, lani si bil seveda v italijanski ekipi in so bili drugačni pritiski, pričakovanja ekipe. Zdaj si pa ti, kot smo že slišali, sam svoj šef. Kako ti čutiš to? Kaj več bremena, manj, glede na to, da si sam svoj šef, kot je sta že prej omenila Grega in mislim, da Matej? Ja, mislim, sama ekipa prejšnja ni nekih dala pritiskov name, ampak kot je že Tim rekel, v bistvu, tudi če ni zunanjih pritiskov, tebe pričakuješ, da pač narediš tisto, kar znaš in da napreduješ, se peleš pač tam, kar lahko,
oziroma še boljše, vsakič hočeš boljše, ne. Tako da v bistvu ta pritisk pride tudi malo iz samega sebe in mislim, da tudi tu mora biti, da če si čist flegma, pa tudi ni dobro, ne. Še tole bi sem dodal, se opravičujem za mano, Gregatu. Jan, Natele, ti, ko si bil član seveda italijanske ekipe, si tekmoval pretežno na evropskih tleh, zdaj, ko imaš svojo ekipo, to pomeni, da ta načrt ostaja samo v Evropi tekmovati, ali boš tudi ti končno okusil dirke še na drugih kontinentih? Do zdaj je plan, da bom samo v Evropi. Prišla res ta priložnost, možnost, da bi šel ven ampak je vse v zraku. Drago, ne slišimo te. Ne slišimo. Ne slišimo te, Drago. Žal te ne slišimo. Daj probaj urediti, pa gremo naprej, pa boš potem dobil besedo. V redu? Ok. Gregor. Tem najprej vprašanje Petra Zalokarja iz Dela. Tem povej, koga ob odsotnosti Herlingsa in Cairolija pričakuješ kot glavnega tekmeca za naslov, kdo se po tvojem mnenju še lahko bori, kdo so tisti fantje, ki bodo ukrojili vrh? Jaz mislim, da je težko zdaj govoriti, kdo bo, res nas je ogromno. Kategorija MXGP je res vsako leto, saj pač za to starostno mejo v MX2 vsako leto prihajajo zelo dobri, mislim pač vrhunski vozniki iz MX2. Tako da ne vem, sigurno Prado, Sever je zelo hiter, tudi pokazal na tekmi. Ne vem, Jonas, Febred, Herlings, ko pride nazaj. Mislim, da nas je tu res ogromno. Tudi moj timski kolega se zelo dobro pelja, Fernandez, tudi Mič, ko bo nazaj. Ne vem, Renault, Kolnhof, tako da res ogromno nas je, ogromno vrhunskih voznikov. Sigurno na koncu upam in si želim, jaz bom dal vse od sebe, da bi to bil jaz. Ampak ja, tako sem rekel, konkurenca je zelo velika. Tako da. Če lahko bi se samo še navezal v tem, mogoče kakšna drugačna taktika strani Honde za letošnjo sezono, tisto, kar ti je mogoče lani malo manjkalo, je bila ekipa. Letos sta tukaj Mič in Ruben, ki sta se vsaj na tele prvi dirki na Sardini odlično peljala. Boste drugače zastavili samo taktiko za dirke kot mogoče v lanski sezoni? Vemo, kako so postopali pri drugih ekipah. Jaz mislim, da nekih taktik ne bo. Vsi vemo, da pač to je individualni šport, motocross. Lani je bilo res nekaj posebnega, pač saj smo se borili do konca in videli smo, kaj je pač KTM delal. Ampak ne vem, pri Hondi ne delamo nekih planov. Sigurno vsak si želi odpeljati najboljše. Vsak ima svoje cilje in ni nekih taktik. Ok, zdaj gremo, Drago, si uredil? Zdaj ne vem, se slišimo? Super, slišimo te. Ok, super. Dobro, nekaj odgovorov je že bilo, najprej seveda pozdrav vsem. Mene pa zanima recimo, kako je obema pomemben ta štart v sezono, kajti dobro razpoloženje potem se verjetno lahko prinaša naprej. Ja, jaz mislim, da je pomemben štart v sezono. Mislim, da ni glih kritično, da zdaj obvezno moraš zmagati. Zdaj vemo vsi, da je sezona zelo dolga. Sam sem mnenja, da mogoče na začetku sezone ni najboljše, da si takoj 100% pripravljen. Zaradi tega, ker potem to 100% pripravljenost je zelo težko držati skozi celotno sezono, to pomeni skozi teh 5-6 mesecev, kako dolgo traja sezona. Tako da sam predvidevam, da bi naj prišel isto top formo, 100% tam okoli 4., 5. Grand Prix in potem proba to čim dalj držati do konca.
Tak je plan, ampak sigurno si želiš dober štart v sezono, no. Tudi da neko dobro motivacijo za naprej, za nadaljevanje sezone. Ja, se strinjam s timom, pač tudi te pripravljalne tekme so zelo pomembne, da v bistvu se bolj sprostiš, da prideš na prvo tekmo sproščen, da ni glih svetovno prvenstvo prva tekma, da ne gre kaj narobe za brez veze, tako da tudi te pripravljalne tekme so pomembne, prideš v tekmovalen ritem in lahko pa v bistvu že pokažeš vse, kar znaš na prvi tekmi. Drago, še kaj? Ne, hvala, to je zaenkrat to. Ok. Uroš, izvoli. Pozdravljeni. Moje vprašanje je zdaj za začetek. Mogoče letos bo precej spremenjen koledar, pač kot smo že rekli, na zadnji 2 sezoni, pa me zanima za tima tudi, kaj to pomeni. Naprimer, ker lani je bilo kar precej teh dirk v Italiji, mislim, da jih je bilo 5, pa potem predlani jih je bilo kar 7. Letos je pač neka nova, mislim, da je tu Finska, Indonezija, Skandinavija, potem Argentina. Kako gleda na to, no? Pač ne bo nekih sprememb. Jaz mislim, da zdaj to je neki normalni urnik, kakega smo bili pač vajeni. To, kar je bilo v zadnjih 2 letih, je bilo nekaj novega za nas. Sploh, da smo nastopali, ne vem, na 7 Grand Prix v Italiji, potem tudi, da smo vozili 3 tekme v enem tednu, to pomeni, da smo vozili tudi med tednom v sredo. Tako da jaz mislim, da zdaj gremo na to normalno. Nekaj je novih prog v koledarju, sploh obe Indoneziji, Finska je neka nova. Tako da se veselim, no. Sigurno je fajn, da vedno ni vsako leto, da ne gremo na iste proge, da se tudi proge malo spreminjajo, da mogoče greš v kakšno drugo državo. Tako da ja, se veselim, no. Včasih ste imeli tudi tak sredi poletja malo daljšo pauzo, 3 tedne, mislim, da mogoče celo 4, letos tega ni, ne, kar konstantno na 2 tedna so dirke, včasih tudi na 1 teden in bo zelo težko, mislim, tako kot sam že prej rekel, vedno držati neko pripravljenost na nek visok nivo. Kaj mora prekiniti pol minut? Ne, ti samo se moral vsem vse. Če sam povem mi, ko pogledamo pol, kaj bi želel mi pa tisti spodnji fajl prvi pogledala, lahko ne moramo, da vidim, kak je to. Drago, potiham se, daj, prosim. Ok, v redu je, gremo. Čakaj, lahko še enkrat vprašanje, ker pol nisem do konca niti zastopil. Uroš, lahko ponoviš, prosim. Aha, glede na to, pač ta koledar je tak v bistvu natrpan, da bojo letos dirke spet na teden oziroma na 2 tedna, ne bo tiste daljše pauze poletne, ne, in bo verjetno zelo težko držati neko vsaj fizično pripravljenost, pa nek fokus, v bistvu enak kot zdaj od februarja do septembra, ne. Ja, spet bom rekel, da isto kot na prejšnje vprašanje, pač tako smo bili navajeni, tudi pred to epidemijo COVID-om, tako da ni bilo nekih velikih, bom rekel, razmakov, ne vem, nekih pauz, ponavadi so bile tekme, 3 tekme zaporedoma, potem vikend mes fraj, potem spet 3 ali pa ne vem, 2 tekmi, pa vikend fraj, tako je tudi letošnji koledar. Tako da jaz ne vidim nekih problemov. Jaz mislim, da sedaj te dve leti je mogoče bilo dosti bolj naporno, zaradi tega, ker smo imeli tekme res, ne vem, smo imeli 11 tekem zaporedoma, poleg tega smo tudi tekmovali v sredo, to pomeni, ne vem, nedelja, sreda, nedelja, sreda, nedelja, in mislim, da ta tempo je bil mogoče fizično ne tako naporen, zaradi tega, ker tudi med tekmami ni bilo toliko treningov na motorju, ampak mentalno si pa res mogel biti zelo pri stvari in je bilo, bom rekel, za glavo dosti bolj naporno. Kaj pa si odnesel mogoče
neka spoznanja od tistega dramatičnega zaključka sezone, ko je bilo pač neobičajno za motocross, za to, da v bistvu ste trije v enakovrednem boju za naslov čist povsem do konca, do zadnje dirke. Jaz mislim, da je bila res lanska sezona nekaj posebnega. Res smo se borili trije vozniki do konca, do zadnje vožnje za naslov, kar mislim, da je samo dobro za naš šport. Mislim, da tudi za navijače, za pač oboževalce motocrossa je bilo to zelo zanimivo. Dosti bolj jih je pritegnilo, tekme so bile zelo zanimive, dobre borbe. In sigurno upam, da čim več takih sezon, no? Ker tudi za samega tekmovalca je to dosti bolj zanimivo. Tako da ja, probal sem pač odnesti, kaj se je dalo maksimalno. Sigurno na konci sezona se ni zaključila tako, kak bi si jaz želel, ampak pač treba je to sprejeti, iti naprej. Letos je nova sezona, spet si začnemo od nule in bom probal pač biti malo bolj konstanten, mogoče lani je te konstantnosti malo falilo, malo preveč napak in sigurno pač probati ostati zdrav skozi celotno sezono, to je zelo pomembno. Koliko misliš, da je bila takrat psiha poleg fizike pa motorja ključna v tistem zaključku sezone? Jaz mislim, da je bilo kar pomembno, no. Zaradi tega, ker vsi smo bili, sploh vedno bolje šlo proti koncu, noben se ni oddaljeval, točke malo smo se menjavali, ampak vedno je bila tu razlika, ne vem, do maksimalno v 5 točkah, da smo bili vsi. Tako da je bilo zelo naporno, mentalno bom rekel, tudi pripraviti se na tekmo in to, tako da. Ok, samo še zadnja z moje strani. Mogoče bo navijači te letos lahko videli v državnem prvenstvu? Namen celotnega državnega prvenstva nimam odpeljati, ampak po vsej verjetnosti bom pa odpeljal v Orehov vas, saj je pač čisto blizu mojega doma. Super. Hvala lepa. Jaka, izvoli. Ja, jaz imam pa še eno vprašanje za oba, pa bi se malo navezal nazaj na tele zimske priprave. Me samo zanima v bistvu, kako sta si temperala treninge, oziroma kako so te treningi sploh izgledali, poleg vseh testiranj, ki sta jih imela. A je to, ne vem, trenirate bolj odseke, delate na hitrosti, na tehniki, ali bolj te 35-minutne runde, s katerimi se v bistvu tudi približate tekmam? Sam ponavadi vedno, ko grem na motor, ne poznam nekega drugega treninga, kot pač, da naredim neki povzetek nedelje, to pomeni trening in potem 2 rundi. Z štartami, to pomeni čisto isto, narediš primerjavo tekme, potem na koncu še par dodatnih štartov in mogoče par hitrih krogov in to je to, tako izgleda ponavadi vsaki trening. Ja, jaz sem tudi večino sem vozil pač približek nedelje, pač 2x pol ure plus toga. Zdaj, ko sem pa na sredini, pa probavam tudi malo na hitrosti pridobiti, ker vidim, da mi manjka hitrost v sami mivki, tako da zdaj tukaj na sredini v Rioli pa probavam pridobiti na par krogov hitrost, da potem lahko tudi na začetku tekme izkoristim. Ok. Dobil sem vprašanje od Petra Zalokarja za Tima. Če si sploh kaj treniral v svojem Tigalandu in kakšne bodo priprave do Anglije, Tim? V Tigalandu že nisem treniral od novembra, saj takrat potem smo imeli zadnji par tekem, za svetovno prvenstvo, potem so bile priprave, potem smo imeli testiranja v Italiji, potem manjši premor, potem so se pa začele kondicijske priprave in potem na začetku januarja sem se že odpravil na Sardinijo, kjer sem tudi zdaj in ostajam do konca, dokler ne odpotujem v Anglijo, zaradi tega, ker pri nas v Sloveniji je vreme mrzlo, zmrzuje, tako da pač tu na Sardiniji so pa res pogoji vrhunski,
Proge so različne, to pomeni, lahko treniraš na mivki, na trdem. Tako da. Ok, Uroš, izvoli. Jaz sem pozabil roko spustiti že od prej, hvala. Aha, v redu. Okay. Drugače, tim, danes imamo v Ljubljani sonce, tako da upam, da bo tudi pri nas kmalu tako, kot je na sredini. Še kdo kakšno vprašanje? Jaz imam še enega za Tima, če nima nobenega. Izvoli. V bistvu zdaj smo videli za Tigaland, da je proga tudi uradno odprta za treninge. Pa me zanima, kako si v bistvu ti gledal na vse skupaj. V bistvu je bil kar velikrat, kar orank v bistvu obisk. A si pričakoval to, a si pričakoval več, manj? Kako si v bistvu zadovoljen z vsem skupaj? Z projektom in vsem je res zelo vrhunsko izpadlo. Čeprav mislim, da na koncu nam je uspelo dvakrat ali pa dve soboti odpreti progo, zaradi tega, ker smo čakali na vse, da se zrihta zalivalni sistem od proge, vse okoli. Potem smo odprli na koncu. Tako da je bilo super, zelo sem zadovoljen. V letošnji sezoni bom probal res odpreti enkrat na teden, sigurno, če ne večkrat. Tudi sedaj, ko se vrnem iz Sardinije, bom spremenil progo. Layout bo isti, ampak bom naredil malo bolj tehnično progo. Še vseeno primerno tudi za amaterje, ampak malo bolj zahtevno, naprimer dodal bom kakšne valove, dvojne, trojne skoke. Saj sedaj je bila proga bolj kot ne zelo brzinska, hitra, z dolgimi skokami. Tako da ja, upam, da bo letos pač, da bomo nadaljevali to dobro delo in da bo pač ljudje, kateri pridejo, zadovoljni. Pa misliš potem tudi večino svojih priprav med sezono upravljati kar doma na progi? Ja, kot ponavadi, kot vsako leto, večinoma, če so tekme na trdi podlagi, treniram večinoma doma. Razen, če imamo neka uradna testiranja za ekipo, drugače pa ponavadi doma. Kadar je mehka, pa vemo, kje se srečamo, a ne, Tim? Ja. Še kakšno vprašanje za Jana, Tima ali pa morda Luko? Lahko še jaz izvoli. Ja, za Jana bi imel vprašanje, glede na to, da bomo imeli v svetovnem prvenstvu slovensko ekipo, če lahko mogoče kaj več pove, kakšen proračun to pomeni, da imamo boljšo predstavo, naj Jan pove. Ja, ne vem, mislim, glih točnega proračuna ne morem govoriti, ampak ni nič posebenega spet. Pač to, da v bistvu pridemo čez sezon brez da gremo minus. Da v bistvu to ni glih kot neka ekipa, ampak je v bistvu jaz in moj oče delava sama in tako da mislim, da do zdaj nama gre super in mislim, da ne bo ratalo vse čez celo sezono. Super. Robert Pogačar? Ja, pozdravljeni. V glavnem, prej bi se malo navezal na tisto, ko si o progi govoril. Zdaj, recimo, kakšen let nazaj je bila aktualna tudi debata, da bi v Sloveniji organizirali eno tako dirko za Grand Prix, za svetovno prvenstvo. Koliko je realna opcija, da bi na tej progi se recimo to lahko enkrat organizirali? To je vprašanje za Tima, kaj ne? Za Tima, tako. Tako bi rekel, da realno skoraj nemogoče, saj to progo uporabljam bolj kot ne za privat treninge in tudi pač odpiram jo za treninge, da lahko pridejo drugi voziti, ampak vsi vemo, da pač, če hočeš neko svetovno prvenstvo prirediti, ni dovolj samo imeti pravo progo, ampak poleg tega moraš imeti res ogromno placa za bokse, za vse navijače. Tu res ogromno vsega potegne za tem. Tako da bi bilo svetovno prvenstvo na moji progi Tigalandi, skoraj ne verjamem, ampak upam in tudi pač si želim, da bi v krajši prihodnosti imeli slovenski Grand Prix. Saj kot voznik
po mojem, ni lepšega, kot nastopati na svetovnem prvenstvu na domačih tleh, pred domačim občinstvom in upam, da bomo pač to realizirali in pač, da nam uspe pripravljati svetovno prvenstvo v Slovenijo. Na kateri progi se ti pa zdi nekako najbolj realno, da bi to speljali? Na kateri progi? Jaz mislim, da težko rečeš progo, ampak mogoče, da bi se naredila res proga samo za en vikend. Zaradi tega, ker tudi obstoječe proge, mislim, da primanjkuje samega placa okoli proge za vse to, kar sem prej naštel, za bokse, za pač ljudi, za navijače, za parkirna mesta. In mislim, da najboljša opcija bi bila nekaj poiskati plac, tako že poznamo, naprimer, druge države že to delajo, naprimer, da naredijo tekmo res, da naredijo progo samo za tekmo in potem to dejansko pospravijo, ko je konec tekme. Okay, hvala lepa. Jaka, izvoli. Ja, jaz pa še eno vprašanje za Jana. Glede na to, da po vsej verjetnosti ne boš odpeljal celega prvenstva, svetovnega prvenstva, imaš mogoče že zdaj kakšen plan, pa načrte, katera prvenstva boš še peljal, mogoče kakšen ADAC ali pa to, se že kaj ve? Ja, mislim, vozil bom tudi vse državne tekme, tako da poleg tega, kar bo pa ostalo časa, bom pa šel na italijanske oziroma na ADAC, nemško prvenstvo vozil, tako da pač dober trening je tudi v Sloveniji in zunaj, tako da bom pač izkoristil vse tekme možne, da bom lahko šel. Robert, če sem prav videl prej, si še nekaj želel? Ja, še to sem nameraval. Ti si včasih veljal, za tima seveda, ti si včasih veljal kot bolj specialist za trdo podlago, pa si potem to precej zanačil, se pravi tudi na mivki pa na pesku se že skoraj enako dobro znajdeš. Koliko si recimo v tem pripravljalnem obdobju dajal prednost kateri od teh podlag, pa bi rekel, da si že na vseh enakovreden ali da si morda na kateri še vendarle boljši kot na drugi? Ja, pred kakimi 3 letami sem se res posvetil zelo mivkasti podlagi, zaradi tega, ker to je bila res šibka točka, kjer sem res ogromno izgubljal napram drugim tekmecom. Tako da tudi letošnjo pripravljalno obdobje večinoma treniram na mivki, saj pač vožnja na mivki je dosti bolj fizično zahtevna in pa tudi ti da neko mehkobo, ki jo potem tudi lahko zelo dobro uporabljaš na trdih podlagah. Tako da bom rekel, da če treniraš na mivki, se potem tudi na trdem lažje pelaš. Obratno pa ne gre, to pomeni, če treniraš na trdem, potem na mivki pač glih ne gre najboljše. Tako da zato v letošnji sezoni, letošnjem pripravljalnem obdobju res dajem ogromno na peščeno podlago, večinoma testiramo tu na mivki, v Rioli in pa tudi Alghero. Tako da ja. Ok, hvala Tim. Ima še kdo kakšno vprašanje za Tima ali Jana ali Luko morda? Tudi po chatu ni nobenega vprašanja. Potem bomo na tej točki zaključili. Hvala lepa, ker ste se udeležili spletne novinarske konference Avto-Moto Zveze Slovenije. Če imate kakršnakoli druga vprašanja, ja, Luka, izvoli. V bistvu sem se sam zahvalil, da ploskam vsem skupaj. Okay. Če imate kakršnakoli vprašanja, ja, izvoli. Sabina, izvoli. Ja, jaz dvigujem roko, zato ker sem se hotela spomniti, Tomaž, če boš tudi kakšno vprašanje Janu pa Timu zastavil, ki so ga navijači sami izpostavili na Instagramu, a je kakšno tako zanimivo? Ja, sem gledal, ampak mislim, da že kar na nekatere te stvari odgovorila, tako da mislim, da ni potrebe. Okay. Jaz upam, da bojo vsi zadovoljni s tem, kar sta Jan in Tim povedala in da ste zadovoljni tudi vi, kolegi in kolegice. In hvala lepa, ker ste se udeležili novinarske konference, pač spletna, kot smo že povedali na začetku, zaradi pač stvari, ki so v tem trenutku aktualne, je to edina možna varianta. Če imate kakršnekoli vprašanje v zvezi z dejavnostmi ali aktivnostmi Avto-Moto Zveze Slovenije,
vam je seveda na voljo kolegica Anita Drev, vodja odnosov z javnostmi in urednica e-vsebin, ki je danes žal službeno odsotna, pa ni mogla biti z nami, tako da se lahko obrnete na njo, lahko tudi na Sabino, na mene ali Luko, pa vam bomo seveda z vsem, kar bomo vedeli, skušali pomagati, da boste skozi vaše komunikacijske kanale obvestili javnost, ki vas spremlja. Hvala lepa še enkrat in srečno v letu 2022. Hvala. Adijo, srečno. Hvala. Srečno. Čau, vidva pa samo gasaj. Hvala. Srečno Uživajte, adijo. Fantoma pa še najbolj. Ajde. Čau, čau. Adijo. Adijo.